Brane, čestitam za nagrado, ki jo je prejela zbirka Sanje v drugem jeziku. Ko si nekoč že prejel Jenkovo nagrado, je to takrat povzročilo v bistvu zelo tak neugoden, zoperen odziv, ko je odstopil Danez Zajc kot predsednik. Menda se zdaj, toliko let pozneje, kaj takega ne obeta. Jaz mislim, da so se časi spremenili. So se zmenili v komisiji nekako enoglasno zato, kar je po svoje presenetljivo, saj mene preseneča. Je pa res, da je tega 17 let nazaj. Takrat je bil to na nek način taka ekscesna zadeva, da je tam banalje, da so dobile Jenkovo nagrado. Zdaj pa so očitno žirije tudi potrebovali kar nekaj časa, ker knjiga iz leta 18, da so nekako prišle do nje. Se pa zavedam v bistvu, da so to take pesmi, ki jih je mogoče treba večkrat prebrati, da jih nekako zapopadeš. Zdaj, naslov tvoje knjige je Sanje v drugem jeziku. Sam sem se spraševal, ko sem bral, pa tudi bral sem neke sejo tvoje poezije, ki ga je napisal Peter Semolič, in tudi on se sprašuje, kaj je pravzaprav ta drug jezik. Sanjski jezik, nekako vemo, da je ta tok zavesti, ampak ta drugi jezik se mi zdi pa, da pušča odprto različne interpretacije. Ja, v bistvu bi bil to nek jezik, ki ga nihče ne bi razumel. V bistvu tudi sanj ne razumemo najbolj, ampak to so sanje, težijo k temu, vsaj v eni pesmi pravzaprav pa preidem v nek neobstoječi jezik, pa vsaj par vrstic zapišem v neobstoječem jeziku. In to bi bil mogoče moj ideal, da bi napisal pesmi ali pa celo zbirko v neobstoječem jeziku. Ja, ti uporabiš eno sintagmo plas temne noči. Se zdi, da se ta jezik, v bistvu ta silovitost teh pesmi, zdijo se mi zelo take energične, slikovite, da se kot nek plas v bistvu je nek ritem te zbirke. Niso v nekem formalnem ritmu, so v prostem verzu, niso rimane, ampak ves čas je neka nabita energija, ki buta. Slika za sliko v bistvu. Ja, v bistvu so podobne mojim prejšnjim pesmim ali zadnjih let, ko gre za skoraj nekakšne filmske podobe, samo da tokrat so podobe mogoče manj logične, manj povezane. Jaz bi si želel, da bi bile še manj, mogoče bodo v prihodnosti. Mislim, moja težnja je res v tist jezik, ki se ga ne da doumeti. Veliko je pa, v bistvu na en način so zelo čutne, nazorne, erotične. Kle si pravzaprav ti odprl ta prostor, ko si prvi začel homoerotično poezijo odkrito pisati, pri tem pa recimo na samem erotičnem področju razprl dosti Ivo Svetina, se mi zdi recimo, ampak neka razlika je recimo pri tebi, predvsem v tej zbirki, da je veliko tudi nasilja pravzaprav noter. To niso neke samo idilične sanje, zdi se mi, da je veliko enih nasilnih podob, ker to v bistvu ni občutek samo lagoden ob prebiranju teh pesmih. Vprašanje nasilja se pri meni vleče že odavno, pravzaprav. Vedno imam prizore zunanjega sveta, ki je nasilen, velikokrat nastopa vojska, orožje, tudi tukaj se to pojavlja. In seveda tudi nasilja v osebnih odnosih. Jaz sem skozi v tem spopadu, mislim, da se vsak v življenju spopada vedno s tem, z nasiljem, ki prihaja od drugje, včasih tudi z nasiljem, ki je v nas samih in ki naj bi ga, oziroma ki ga moramo brzdati. Je pa tudi neka nežnost, morda bi ta drug jezik lahko razumeli tudi kot spomin. Veliko pesmi se navezuje na neke tvoje tudi že preminule prijatelje, znance, ljubimce. Zdi se mi, da je zbirka v celoti, bi lahko rekli, posvečena predvsem njim. Najprej sem mislil napisati knjigo Sanje z mrtvimi. Potem so se mi vpletle tudi v bistvu sanje z živimi, to so bile tudi dejanske sanje, ker jaz sem se intenzivno ukvarjal z spomini na posamezne ljudi in nekako v pol snu
pravzaprav pisal te pesmi. Potem sem jih pa prepletel pravzaprav, ne, in tako da so sanje z živimi in sanje z mrtvimi nekako dale en rezultat, ki so sanje v življenju, ne. Tukaj v bistvu skoraj ni, ti mrtvi so vsi oživeli in so v bistvu živi, in vsaj meni v bistvu so še vedno nekako ob strani. Še morda za konec tega pogovora, ne, stojiva na Metelkovi, kjer se ravno zdaj spet dogaja neko izganjanje različnih organizacij, nevladnih ustanov, ki tudi delujejo. Zdi se mi, da se to nasilje tvojih pesmi nanaša v veliki meri na to politično nasilje, ki ga trenutno doživljamo. Tudi trenutno, pa tudi prej je že bilo, pa tudi še bo. Ampak kaj se recimo obetaš, a se bo trenutna situacija v redu razrešila, se da upreti tem vladnim strukturam? V bistvu v življenju se je treba kar naprej upirati in kar naprej se je treba boriti za svoje mesto, ker so kar naprej neki nad tabo ali na oblasti ali pri moči, ki te skušajo izriniti ali izradirati. Zdaj, ni nepomembno to, da sta v bistvu obe zbirki šli pri založbi, ki domuje na Metelkovi 6 in je v bistvu Ministrstvo za kulturo ravno tako meče na cesto. In ni nepomembno, pravzaprav, da je tudi na Metelkovi 6 center sploh LGBT kulture in umetnosti pri nas. Tudi je to še en dodaten vidik, kar se tega izganjanja tiče. Dolgoročno vedno upam in mislim, da pač dobro zmaga ali da kvaliteta zmaga.